Okopavanje je enostavno opravilo, če ga opravljamo dosledno in pa s pravim orodjem. To velja tako na prekopanih tleh, kot neprekopanih, ki jih zastiramo s kompostom. V 51. epizodi smo že spoznali slepo okopavanje pred začetkom sezone. Zdaj, ko pa že raste zelenjava, pa tudi kakšen plevel, pa bomo danes spoznali, kako odstranjujemo plevel in okopavamo med rastočo zelenjavo. Zakaj sploh odstranjujemo plevel? Zakaj ne bi kar pustili, da se razraste na gredi? Kot prvo, plevel bo vedno senčil rastline na gredi, s tem bojo rastline počasneje rasle, manjše bojo, tudi hranila iz tal plevel jemlje in ima potem zelenjava na voljo manj hranil. In če pogledamo tale primer špinače, kjer nam vmes raste plevel, nam plevel najbolj onemogoča hitro in enostavno nabiranje. Špinačo mi nabiramo tako, da primemo šop špinače in hitro odrežemo z nožem. Če pa imamo vmes plevel, potem tako hitro nabiranje niti ni mogoče. Plevel najlažje odstranjujemo, ko je ta še čisto majhen, ker lahko takrat uporabimo orodje. In najino najljubše orodje je nihajna motika. Že leta 2016 nama je spremenila način vrtnarjenja. Za odstranjevanje plevela so primerna orodja, ki plitko drsijo po tleh. Pri nihajni motiki imamo še ta nihajni člen, ki omogoča to, da rezilo niha in se pod kotom zapiči v tla, ko rinemo naprej in vlečemo nazaj. In ko mi z nihajno motiko odstranimo, odrežemo plevel, enoletni plevel ne bo poganjal naprej, ker nima več moči, da bi rastel iz korenin. In ponavadi so to tako majhni pleveli, da jih lahko kar pustimo na gredi, jih niti ne rabimo pobirati in odstranjevati na kompostni kup. Pri trajnih plevelih, med katerimi najbolj prevladuje slak, pa moramo mi biti bolj trmasti od njega. Z rednim okopavanjem bomo porezali nadzemni del in s tem slabili korenino v samih tleh. Pri kompostu, kjer imamo rahle tla, lahko tudi z rokami zelo dolge korenine slaka potegnemo iz tal in na tak način tudi zmanjšujemo njegov pritisk. Po celotnem vrtu je pri nama slak najbolj prisoten na tistih gredah, kamor ne seževa z nihajno motiko, kjer so trajne, zelo goste zasaditve in tudi z rokami niso dovolj dosledna in tam se moramo še malo bolj potruditi, da bova res bolj trmasta od njega. Če imamo prekopana tla in s tem večji pritisk plevela, potem predlagava, da se odstranjevanja plevela in okopavanja, ki je hkrati tudi plitko zračenje ter rahljanje tal, lotimo redno, na vsake 14 dni. Bolje, da to delamo redno, kot pa da čakamo dvakrat na leto in se takrat, ko je plevel že visoka, matramo. To še posebej velja na njivah, kjer imamo zasaditve fižola, korumpirja, zelja. Od najine prve vrtnarske sezone do letošnje se je pritisk plevela in pa številnost okopavanja precej zmanjšala. To je odraz neprekopavanja in zastiranja tal s kompostom, sajenja zelenjave v vrste in doslednega okopavanja. Uživajte v vrtnarjenju brez plevela tudi vi. Prekopanih. Glih kontra. Majsen. Kako si usrala. Še enkrat. Še orodje. Nisem v redu vrgla, sorry, moja napaka. Ja, se je dober začetek bil. Bom. Dober.